Novi koronavirus in spremljajoči ukrepi so v le nekaj tednih zaustavili dobršen del gospodarstva. Vse skupaj je izgledalo kot globalni kolektivni dopust. Nažalost, še zdaleč ni prijeten. Na televiziji smo lahko spremljali prizadetost večjih pomembnih segmentov človeškega življenja, od zdravstva, sociale, gospodarstva in nenazadnje tudi finančnih trgov. Omenjeni ukrepi glede samoizolacije in omejevanja socialnih stikov so povzročili zaprtje podjetij, med njimi največ storitvenih, a tudi proizvodna niso ostala imuna. In nenazadnje, ljudje smo svoje bivanje omejili na zadovoljevanje najosnovnejših človekovih potreb. Kapitalski trgi, ki zrcalijo pričakovanja, so seveda na dogodke reagirali hitro in odločno. Delnice so v povprečju izgubile približno tretjino svoje vrednosti. V nekaj tednih smo doživeli rekordne ravni volatilnosti in intenzitete strahu. In virusu je uspelo priklicati popoln strah med vlagatelji. Strinjam se s sodelavcem, ki pravi, da bo novi koronavirus našel prostor v prihodnjih učbenikih. Izbruhi virusov sicer niso redki, a so bili v bližnji preteklosti bistveno bolj lokalne narave, to pa zato, ker so imeli manjšo stopnjo širjenja. Pretekli virusi so torej povzročili omejeno, kratkotrajnejšo krizo, čemur pa trenutno, kot kaže, ni tako. Učinek je bil tokrat ponekod, recimo v ZDA, še toliko močnejši, ker so se predtem nahajali v enem najdaljših obdobij gospodarske ekspanzije, ki so jo potem na lastno željo prekinili. Pri padcih na borzah pa najdemo vsaj v zgodovini ameriškega kapitalskega trga več primerjav. Zadnja dva medvedja trga, tako imenovani pok dotcom balona in pa velika finančna kriza, sta povzročila celo večje, globje padce cen naložb. Borza torej nihaje že pozna, vsak od njih pa je imel različne razloge. Po vseh, vsaj na ameriškem kapitalskem trgu, so se tečaji vrnili na ravni pred krizo. Upoštevaje medvedje trge po drugi svetovni vojni, v povprečju po 30 mesecih od doseženega dna. Dve stvari sta ključni za naložbeno zgodbo. Prihodnji razvoj bolezni COVID-19 in raven prizadetosti gospodarstva, ko se bo le-to enkrat ponovno odprlo. Prvi dejavnik determinira drugega, zato bomo tokrat morali prisluhniti epidemiologom. Ti se zdaj opozarjajo, da je o omenjenem virusu še veliko neznanega, nedorečenega, glede resnične imunosti, glede dovzetnosti ljudi za virus. Nenazadnje celo testi so še precej omejene kakovosti. Številni raziskovalci po svetu intenzivno delajo na učinkovitem cepivu in upajmo, da bodo do njega čim prej prišli. O posledicah za gospodarstvo obstajajo prve ocene, ki so roko na srce precej dramatične. Napovedi padca bruto družbenega produkta v Združenih državah v drugem letošnjem četrtletju se gibljajo okoli 35%, stopnja brezposelnosti pa naj bi presegla 10%. To so najvišje vrednosti v povojnem obdobju. Na letni ravni pa naj bi sicer razvita gospodarstva v letošnjem letu padla za približno 5%, kolikor naj bi potem tudi zrasla v letu 2021. Po zahtevnem letu torej pričakujemo odboj in mislim, da smo glede tokratnega oziroma prihajajočega okrevanja lahko optimistični. Vsi relevantni akterji kažejo visoko stopnjo pripravljenosti pomagati. Centralne banke in države prispevajo izjemne svežnje pomoči in okolikor učinkovito rešimo trenutne probleme razdeljevanja te pomoči, mislim, da bo
gospodarstvo vzdržalo izpad povpraševanja. Bolezen COVID-19 prinaša negotovost, ki po našem mnenju ne nudi ustrezne premije kot običajna tveganja. Vlagateljem zato svetujemo, naj ostanejo pri svoji nevtralni naložbeni strukturi, ki vključuje tudi tvegane naložbene razrede. S tem bodo na eni strani lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo kapitalski trgi po večjih padcih cen naložb. Na drugi strani pa bodo lahko kontrolirali visoko stopnjo negotovosti, ki je prisotna, kot rečeno, v času trenutne krize. Naša regijska lokacija je zmes ocen, katera regija je spredaj oziroma zadaj glede trenutne pandemije, katera je boljše oziroma slabše pripravljena in ne nazadnje, katera bo v svojih ukrepih najučinkovitejše naslovila problem ponovnega zagona gospodarstva. V tem kontekstu vidimo prednost v trgih v razvoju in Združenih državah. Bolj pa smo zadržani do Evrope, kjer je močno prizadetih več pomembnih držav, začenši z Italijo in Španijo, ki se bodo po pandemiji po vsej verjetnosti ukvarjale tudi s fiskalno vzdržnostjo svojih gospodarstv. Za naslednje obdobje smo naklonjeni sektorjem, ki so se izkazali za bolj odporne v obdobju te pandemije, oziroma sektorjev, ki so celo pridobili zaradi spremenjenega obnašanja potrošnikov. Med te sektorje sodijo informacijska tehnologija, osnovne potrošne dobrine in zdravstvo. Soočanje s pandemijo zajema dve fazi. Prva je omejevanje širjenja virusa, tukaj se je zelo hitro prijel izraz ploščenje krivulje, kjer smo, mislim, da zelo hitro detektirali ukrepe in jih relativno učinkovito tudi implementirali. Druga faza soočanja s pandemijo bo zajemala ponovni zagon gospodarstva, vračanje ljudi na delovna mesta, odpiranje trgovin, odpiranje šol in tako dalje. Tukaj bodo potrebne predvsem zadostne zdravstvene kapacitete in pa sposobnost hitrega odkrivanja novih okužb. Sporedno s tem seveda potekalo tudi odkrivanje novega učinkovitega cepiva. Naloge, ki so pred nami, niso nemogoče, bodo tako kot vsaka polne uspehov in neuspehov. Predvsem pa bodo zahtevale veliko solidarnosti od vseh nas. Vabim vas, da si o podrobnostih naših naložbenih priporočil v času koronavirusa preberete v naložbenem komentarju. Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.